super je bil današnji ogled, sploh kipi v novih preoblekah. A nam lahko kot vodja projekta pojasniš, kako je vsak od teh kipov dobil svojo obleko za danes? Ja, v bistvu smo želeli na en kreativen način izpostaviti njihove atribute, neke posebnosti na njih, pa smo se pri tem držali letošnjega CGP-ja Kunigunde. Mogoče redno spremljate modni svet, tako pri nas kot v tujini, pa revije. Morda kak predlog in kaj od vsega tega najraje privoščite sebi in svoji omari? Redno oziroma recimo bolj semiredno. Kaj bi predlagala pa v bistvu, da skozi modo nekako pokažete tisto, kar je skrito v vas, nek karakter, da ste najbolj ekspresivni. V bistvu ja, to, da ste najbolj kreativni skozi modo. Torej, tako kot so bili kipi danes. Tako je. Živijo, Tina. Si zadovoljna z današnjim projektom, izvedbo projekta? Pa ja, mislim, smo se imeli kar fajn, da smo si pogledali par spomenikov, ki so mogoče za nekoga, ki pride v Velenje prvič ful očitni, ki se z njimi sreča, za nas, ki pa tle živimo, so pa pač nekaj, kar mogoče vidimo sam s kotičkom očesa, pa se najbrž že dolgo nismo vprašali sploh, kaj je to, zakaj, od kdaj, čigavo. Tako da ja, se mi zdi kar fajn, da smo malo osvežili spomenike. Točno to je moje vprašanje. Velenjčani hodimo mimo današnjih modelov vsak dan, kot sva se že zmenile. Pa misliš, da jih opazimo? Zakaj ja, zakaj ne? In koliko sploh poznamo njihov namen, sporočilnost oziroma njihovo zgodbo, ki jo pripovedujejo? Veš kaj, pa moje opazimo tiste, ki so res monumentalni, ker pač so tudi v prostoru zelo izpostavljeni. Ok, Tito, čeprav zdaj so ga že drevesa prerasla, tudi ni več najvišji na trgu, ampak vseeno, ja, valjda. Onemele puške, recimo, se mi zdijo en tak spomenik, ki ga verjetno opazimo, ker ga tudi slišimo že nadaleč. Rudar je v zadnjem času zaradi žal res tragičnega dogodka dobil več pozornosti. Ostalo pa mislim, da obstajajo v prostoru, ampak živi mimo nas oziroma mi živimo mimo teh spomenikov in bi se upala staviti, da res redki Velenjčani vedo, recimo, zakaj je Velenje dobilo ženo ob morju ali pa kaj je simbolni pomen nabiralke zvezd. Kako pa ti kipi vseeno prispevajo k kulturni bogatosti, raznolikosti in pristnosti našega mesta? Jaz mislim, da ti spomeniki res pripovedujejo zgodbo o tem, kako je Velenje nastajalo, predvsem pa pričajo o času, v katerem je Velenje raslo, se razvijalo, se pravi v družbeno-političnem sistemu, ki smo ga preživeli. In vendarle je dal bistven pečat Velenju, prav ta čas, v katerem je mesto raslo. In mnogi spomeniki govorijo prav o vrednotah tega minulega časa in so nekako opomin, da smo zrasli iz tega, na simbolni ravni govorimo, mesto je zraslo iz tega. Obenem seveda številni spomeniki so poklon konkretnim zgodovinskim osebnostim, tako in drugače povezanim z Velenjem. Nekateri imajo pa tudi zgolj estetsko, zgolj simbolno vrednost. Skratka, vsak ima svoj namen. Je pa seveda vprašanje, koliko se tega namena zavedamo mi in če se ga ne zavedamo, nam tudi pomeniti ne morajo zares prav veliko. Okay. Mogoče za konec še, kateri pa je tvoj najljubši oziroma najbolj drag kip? Simpel, Rudar. Srečno. Punci, najlepša hvala za današnji voden ogled
teh velenjskih kipov. Mogoče prvo vprašanje, odkje ideja, da velenjski kipi za en dan postanejo modni modeli? In to kljub nestandardnim konfekcijskim številkam. Ideja v bistvu je nastala tako, da smo želeli na nek kreativen način ponovno izpostaviti te kipe in dati nek glas, ker živijo vsak dan v tišini in jih spregledamo in smo jih v bistvu želeli na novo predstaviti publiki. Ja, pa verjetno ravno, glede na to, kako hitro se spreminja moda, ok, se ponavlja, je mogoče res moda tisti umetniški medij, ki lahko eno in isto reč nenehno pokaže v drugi luči. Pa že.